Pozdravljeni. Mi, navdušenci, pogostokrat ocenjujemo voznike. In danes si bomo pogledali, kako s pomočjo raznih statistik dobimo lahko tudi drugačen vpogled na preteklo sezono. Priznam, sam sem do nekaterih statističnih podatkov izjemno skeptičen. Posebej onih, ki skušajo napovedovati zmagovalca dirke glede na rezultate predhodnih let. Ampak vseeno, statistika kot taka zna biti tudi izjemno koristna. Namreč obdela večje število podatkov in kdaj pa kdaj neko prepričanje, ki ga imamo mi, navdušenci, tudi pokaže kot rahlo pretirano. Pri ekipah Formule 1 seveda obdelujejo več podatkov, kot jih imamo mi, navdušenci, na razpolago. A tokrat si bomo pogledali nek poenostavljen primer, ki nam bo pokazal marsikaj. Ni dovolj vzeti na primer doseženo število točk v neki sezoni oziroma osvojene zmage. Zanimivo je pogledati tudi marsikaj drugega. In na začetku si bomo ogledali nekaj primerov, ki so očitni. Na primer, vsakomur izmed nas je očitno, da pri ekipi Red Bull je bil Max Verstappen boljši od Sergija Pereza. In videli smo to ne samo po številu zmag in seveda osvojenih točkah, temveč tudi na samih kvalifikacijah, v rezultatu na koncu dirke in seveda tudi v obratni statistiki, v številu odstotov. Praktično v vsaki analizirani rubriki je bil Max Verstappen boljši. A imamo na štartnem razporedu še eno ekipo, kjer je situacija podobna, recimo primerljiva. Pri McLarenu. Tudi tu Lando Norris bistveno boljši v vseh kategorijah od Daniela Ricciarda. In tudi to je bilo nam, navdušencem, jasno. A verjetno se je sedaj marsikomu izmed vas porodilo vprašanje, zakaj je Ricciardo izgubil svoj sedež, Perez pa ne. Zato ker pri Red Bullu so si seveda želeli drugega voznika, pri McLarenu pa so od Ricciarda pričakovali bistveno več. A sedaj smo videli približno, kako naj bi zadeve delovale, če bi bilo vse jasno in enostavno. A poglejmo si kar nekaj zanimivih primerov. Najprej pri tovarniški ekipi Mercedes. Kolikokrat smo slišali, da je bila sezona 2022 porazna za Lewisa Hamiltona, da ga je George Russell premagal, dobesedno raztrgal in še bi lahko nadaljeval. Ampak z uporabo podatkov, ki jih imamo na voljo, bomo lahko videli, da situacija ni pravzaprav takšna. Res, George Russell je dosegel zmago in 35 točk več. A vkolikor pogledamo kvalifikacije, bomo videli, da Lewis Hamilton je bil kar nekajkrat hitrejši. Če pogledamo rezultate dirke, vidimo, da Russell ni bil tolikokrat boljši od Lewisa Hamiltona. Lahko bi dejali, da sta bila skoraj poravnana. In Lewis Hamilton je enkrat odstopil več kot Russell. Torej, če malce pogledamo tudi v te številke, bomo kaj hitro ugotovili, da George Russell in Lewis Hamilton sta bila v sezoni 2022 seveda skoraj poravnana. Seveda George Russell je dosegel zmago, ki jo Lewis Hamilton ni, tudi najboljši štartni položaj. Ampak če pogledamo po drugi strani, je bil Lewis Hamilton večkrat na zmagovalnem odru kot George Russell. Seveda, marsikdo bo upravičeno dejal, George Russell je bil boljši.
Ampak vseeno dvomim, da je bila sezona za Hamiltona porazna in da ga je Russell, kot so nekateri kar tako trdili, dobesedno raztrgal. Zanimiva je tudi slika pri Ferrariju, kjer so mnogi mislili, da bo Charles Leclerc tisti prvi izzivalec, seveda Maxa Verstappena. In če vzamemo primerjavo med Leclercem in Sainzem, bomo videli kar nekaj zanimivih številk. Res, Charles Leclerc je bil na kvalifikacijah bistveno hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega. Ampak Charles Leclerc je bil na kvalifikaciji verjetno bistveno boljši od vsakega na štartnem razporedu. In to je dejstvo. A zanimivo je, kako Charles Leclerc te prednosti iz kvalifikacij ni znal prenesti na samo dirko. Kot vidimo v drugi rubriki, sta bila oba voznika skuderije Ferrari dokaj blizu, podobno kot smo videli pri Hamiltonu in Russellu. A razlika je v tem, da Carlos Sainz mlajši je dirke začenjal bistveno bolj zadaj kot Charles Leclerc. Seveda, tu je tudi razlika v zmagah in logično najboljših štartnih položajih. A 62 točk razlike med enim in drugim voznikom gre tudi iskati v številu odstopov Carlosa Sainza mlajšega. In seveda, tu se sedaj lahko začnemo spraševati. Namreč v preteklih tednih smo lahko brali neka namigovanja, da naj bi pri skuderiji Ferrari malce bolj favorizirali španskega voznika. Sam osebno tega nisem zapazil, a zopet bi lahko dejali, da Leclerc in Sainz sta bila dokaj poravnana. In sedaj se bomo spustili malce nižje po lestvici, kjer bomo zopet opazili, da pri Aston Martinu, na začudenje mnogih, sta bila Stroll in Vettel v mnogih izmed prej naštetih statistik izjemno blizu. Seveda, Sebastian Vettel je dosegel bistveno več točk, ampak Lance Stroll, če gledamo zadevo malce bolj celovito, ni bil tako slab. A sedaj se bomo spustili še stopničko niže do ekipe Haas, kjer bomo videli nekaj zanimivega. Namreč v tem primeru je očitno, da Kevin Magnussen je dosegal bistveno boljše rezultate, kar se tiče točk, kar se tiče kvalifikacij od Micka Schumacherja. A zanimiva je statistika, ki nam kaže, kdo je bil boljši na koncu dirk. In tu na presenečenje mnogih opazimo, da Mick Schumacher. In ne govorimo o dirki ali dveh. Torej, kljub temu, da je bistveno več dirk končal pred svojim moštvenim kolegom, je Mick Schumacher osvojil približno polovico njegovih točk. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj je izgubil sedež. Namreč ni bil učinkovit. In takšne statistike, kot so bile te, seveda lahko potrdijo ali pa zavržejo marsikatero mnenje, ki si ga mi navdušenci ustvarimo. A bistveno je nekaj, da se mi naučimo gledati tudi takšne številke, kljub temu, da imamo lahko neko osebno preferenco, simpatijo do nekega voznika v primerjavi z nekom drugim. Namreč naše simpatije in preference so subjektivne, številke običajno objektivne, še posebej, če jih znamo pravilno rabiti. A za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.